poglejmo malo, kaj so dokazale analize in raziskave drugod po svetu pri drugih manjšinah, da pomaga. To smo že rekli, ne? Tehnologija na prvem mestu. Glejte, tehnologija je za nas avtoriteta. Mi živimo v svetu, ki se je v zadnjih 50 letih ključno spremenil. Pred 50 leti smo rekli, ključno je, da govorci manjšinskega jezika imajo priložnost, da slovenščino uporabljajo v odnosu do oblasti. To jaz še zdaj slišim pogosto. Ja, zato ker oblast je bila avtoriteta. Danes oblast ni več nobena avtoriteta. Okay? Danes je avtoriteta internet. Če do interneta dostopamo samo v italijanščini, imamo problem. Če v manjšinskem jeziku se ne pogovarjamo z Wordom in v Wordu ne rečemo zdaj tiskaj, zdaj shrani, zdaj ne vem kaj, zavrzi osnutek, zdaj spremeni predlogo, zdaj ne vem kaj, ustavi, oblikuj, ne vem kaj. Če tega ne delamo v slovenščini, postane italijanščina edini jezik, s katerega dostopamo do te nove avtoritete, ker računalnik je naša nova avtoriteta. Nam je to všeč? Meni ne, ampak tako je. Okay. Zakaj je računalnik, internet, virtualni svet, tehnologija postala naša nova avtoriteta? Zato, ker prek računalnika prihajamo do storitev in proizvodov, ki jih potrebujemo. Ne? Prej smo imeli mi tisto piramido, vi jo še boste videli, ne? Piramido. Storitve in proizvodi, ki jih potrebujemo. Zdravila, razen tista na recept, ampak una zdravila, veste, paracetamol in take zadeve, kupujemo prek interneta. Velika večina ljudi kupuje to prek interneta. Storitve, rezervacija hotela prek interneta, nakup vozovnic prek interneta, rezervacija, ne vem, gostilne prek interneta, kupovanje proizvodov, ne vem, obleke, knjige, čevlji, karkoli pa že prek interneta. Iščete stanovanje, najprej boste šli pogledati na internet, če kaj dobite. Iščete, boste kupili nov avto, greste na internet in malo pogledate, kateri modeli obstajajo in kdo ima kakšno posebno ponudbo. Ne? Prek interneta dostopamo do storitev in proizvodov, ki jih rabimo. In zato je ključno, da to delamo tudi v slovenščini. Ne samo v slovenščini, jasno, ampak tudi v slovenščini. In pa prek strojev dostopamo do vsebin, ki so za nas pomembne. Mi vsi imamo določene vsebine, ki so za nas pomembne. Zame recimo jezikoslovje. Okay, to je moje področje, zame je to pomembno. Kje dobim informacije? Mislite, da jaz hodim še kaj dosti v knjižnico? Plus minus. Za kakšne starejše knjige, ja, seveda, ne, ker jih ni na internetu. Ampak nove stvari, te nove raziskave, kaj delajo pri drugih manjšinah, mislite, da sem jaz kaj dobila od tega v knjižnici? Ma kje pa, jaz bi morala prepotovati pol Evrope, zato da bi do teh informacij prišla. Ne? To dobiš na internetu. Knjige, mislim, ne zdaj na internetu Wikipedija, ne, ampak knjige, znanstvene založbe, specifične baze podatkov, strokovne strani, ne, to dobiš prek interneta. In če do tega ne dostopaš tudi v manjšinskem jeziku, pomeni, da tisti jezik za govorca ne velja nič. Okay? Vse se bo naučil pesmico, tisto, kar je pač za oceno. Ampak potem bo tega konec. Ja, to je tisto, kar smo rekli prej. Neposredne izkušnje v vse izobraževalne programe povezane z jeziki, ne glede na to, če je to prvi, materni, tuji, katerikoli pa že, morajo priti osebne izkušnje ljudi. In prve naše osebne izkušnje so s hrano, pijačo, žal zdravnikom. To vsi poznamo. Kolikokrat to obravnavate v šoli? Nekaj ja, ne? Si predstavljam, da z leti vedno manj. Ne? Tako v vrtcu je še hrana, ne? So jabolka, hruške, to je hruška, to je jabolko, so letni časi, ne? Zdaj imamo grozdje, potem bomo imeli kakije, potem bomo imeli ne vem kaj, ne? Nekaj tega je. Z leti je tega vedno manj. Ja, ampak veste, neumno je pričakovati, da se bomo mi imen vseh sadežev naučili v vrtcu in potem jih bomo znali celo življenje. Ni šans. Ne? Jaz se spomnim še kakšnih stvari, ki sem si jih naučila v vrtcu. Ja, ampak ogromno stvari je takih, da si jih nisem naučila v vrtcu. V vrtcu smo jedli vedno samo jabolka in hruške. Ne? Če se ne bi jaz kakšnih imen sadežev, zdaj verjetno imate malo več, ne, te prehrane.
Takrat je bilo tako, veste, kot v vojski, ni bilo, noben ni bil alergičen na gluten, noben ni bil alergičen na to, vsi smo jedli eno in isto stvar, ne. Ampak ja, besedišče se razvija, vedno se učimo novih besed. In če mi pričakujemo, da se bomo besede, ki so povezane z temi stvarmi, naučili vse v vrtcu, se ne bomo. Ker v vrtcu se bomo naučili pač imeti 5 sadežev in 4 zelenjave in še par drugih stvari. Recimo, zdravnik je taka zelo hvaležna tema, ker zdravnik vam omogoča, da se naučite recimo dele telesa, povežete z naravoslovjem, ne vem, cela vrsta drugih stvari, recimo poklici, prihodnosti, če imate povezano s poklici, ne vem, zdravnik, fizioterapeut, medicinska sestra, bolnica, prostor, naprave, rentgen, torej cela vrsta besed, cela vrsta situacij je lahko povezanih s tem. Prevozna sredstva, seveda, zdaj ne boste šli v neke tehnikalije povezane z vozniškim izpitom, če imate otroke v 1. razredu osnovne šole, ker jim je tisto predaleč. Ampak vsi se vozijo v avtu. Tako da kakšne osnovne stvari o avtu tudi že vejo, pa so zanimive stvari, ker imate vrata, množinski samostalnik, okno, srednji spol in tako naprej. Tako da marsikaj se da povedati. Vedno izhajati iz življenjskih izkušenj, ki so otroku ali pa odraslemu človeku bliže. Jezika se veliko lažje naučimo, če je povezan z zabavo. Zdaj to nekateri razumejo popolnoma zgrešeno in sicer v smislu, da se morajo med poukom otroci zabavati. Ja, a se vi zabavate med poukom? Včasih malo bolj, včasih malo manj. Ampak, če se tako zelo zabavate med poukom, potem mi povejte, zakaj si junija vsi želite dopusta. Če bi se, bi rekli, jaz se kar odpovem dopustu in bom tle še 2 meseca. Šola je šola in delo je delo. In zdaj, kdor mi reče, da je šola zabavna in da je delo zabavno, ne, ni. Jaz bi tudi zdaj raje bila na plaži, pa se imam čisto fajn z vami, ampak se opravičujem, raje bi bila na plaži. Tako pač je. Dejstvo je, da učenje manjšinskih jezikov je dostikrat povezano izključno s šolo. Dostikrat otroci prihajajo, ne samo pri nas, v stik z jezikom samo v šoli. In vse tisto, kar je njihova zabava, zdaj seveda pri 4 letih je zabava to, da greš na sladoled, pri 14 letih je zabava to, da greš plesat. Ja, pri 60 letih je zabava to, da greš na plažo in da imaš tam sveti mir. Ampak vse to, kar je, ne glede na to, kaj je za koga od nas zabava, to je lahko različno in subjektivno, zabava je zelo pogosto povezana z večinskim jezikom. To ne velja samo za nas, velja tudi za druge manjšine. Ključno je, da otroci in najstniki in odrasli ljudje dostopamo do zabave v manjšinskem jeziku, da se zabavamo v manjšinskem jeziku. Se pravi, da je naš prosti čas poteka v manjšinskem jeziku. Nekaj takih priložnosti pri nas imamo, dosti ne. Veste, da je situacija v Reziji pač zelo težka. Govorili smo o Reziji in kaj se da narediti in kaj se ne da narediti in pač vsa možna mnenja smo zbirali, od zelo jezikoslovnih do zelo takih političnih. Jaz sem predlagala, da tisto cesto, veste, tam je ena cesta speljana, ki pelje čez Učjo in prideš v Bovec 6 mesecev na leto, ker drugih 6 mesecev je cesta zasnežena in ne prideš nikamor. In jaz sem rekla, tam, če imamo 2 milijona evrov na razpolago, tam eno 6-pasovnico narediti do Bovca. Ne rabimo nič drugega za jezikovno politiko. Ne rabimo nobenega jezikoslovca, rabimo samo 5 delavcev in en bager in asfalt za to cesto. Samo to rabimo. In ljudje bodo hodili v Bovec, ker jim bo lažje. In potem v Bovcu eden bo našel službo, eden bo našel ljubezen svojega življenja, eden bo hodil tja po špežo, eden bo hodil na zabavo, itd., itd. In so me imeli, mislim, da me še zdaj imajo malo za norca, nekateri mi sploh ne pozdravijo več zaradi tega, ampak potem sem pa dobila
tako posredno dokaz, da sem imela prav, ker je čez nekaj mesecev kasneje župan iz Rezije dal izjavo, da po njegovem mnenju bi bilo treba prelaz zbombardirati, da sploh nihče ne bi šel več nikoli čez mejo. Ne? V bistvu to, kar vam hočem reči, je to, da za jezikovne politike včasih potrebuješ tudi take stvari, ki niso čisto šolske. In zdaj, če malo povežemo s tistim, kar smo prej rekli, ne, in kar bomo potem ponovili, da je treba slišati več slovenščin v več okoliščinah, več različnih govorcev, več naglasov, več situacij, več vsega, ne, bi bilo ključno, da bi za pustovanje organizirali en tak avtobus in da bi bili en dan v Dutovljah, ker je fajn, da so v Dutovljah, da se tudi malo pomešajo Slovenci na unji strani meje, en dan v Sovodnjah, en dan v Trstu, en dan v Tolminu in en dan, ne vem kam, v Murski Soboti, pojma nimam kam ne bi šli, v Celovce zaradi mene, skratka, da slišijo, da se zabavajo, da se imajo fajn in da slišijo več različnih slovenščin v več različnih kontekstih. In seveda kontra, ne, tudi oni z Dutovelj, da pridejo v Sovodnje recimo, ne, in tudi oni iz Murske Sobote, da pridejo v Sovodnje in tako naprej. Ne. S tem bi za jezikovno politiko naredili veliko več kot z marsičim drugim. Ne. Tako da ja, ne pomeni, ko govorimo, da mora biti jezik povezan z zabavo, ne pomeni, da morate vi, profesori, postati klavni v razredu, ampak pomeni, da to, kar je za otroke zabava, prosti čas, ne vem, karkoli že, da je povezano tudi s slovenskim jezikom in sicer z različnimi slovenščinami. Ne? Da ni samo recimo naša slovenščina, ne? Ampak da slišijo različne slovenščine. Ja, pozitivna čustva in odnosi, to smo rekli že prej. Delo, delovanje, gibanje, premikanje. Tudi se zdi zelo neumno, ampak tako je. Zadnjič, konca avgusta, so imeli učitelji furlanščine en tak seminar, veste, kot je ta naš seminar za slovenske šole, ne, ki je bil tle v Gorici. Oni tudi imajo en tak seminar, sicer nimajo furlanskih šol, ampak imajo en tak seminar za tiste, ki poučujo furlanščino na šolah. Ne. In so bila tako prikazi različnih teh dobrih praks. In so bile učiteljice, in ena je imela recimo ene lutke, ena je imela, ne vem, neko gledališko predstavo, različne stvari, zelo zanimive. To, kar je bilo še najbolj zanimivo pri tem, je bilo, da vse te dejavnosti so bile na nek način povezane s preteklostjo, tradicijo, nekimi praznovanji, folkloro in lokalnostjo. Ne. Pokazali so recimo diapozitive, so imeli zaključno prireditev in so bili oblečeni tako v narodne noše, recimo, ne, otroci. Kar je načeloma fajn. Ne bi želela, da zdaj kakšen razume, da to ni fajn. Ne. To je fajn. Ampak dejstvo je bilo, da je bilo tam prikazanih, ne vem, 15 projektov in vsi projekti so bili taki. Se pravi, vsi so nagovarjali preteklost in vsi so nagovarjali lokalnost. In to so dokazale raziskave tudi pri drugih manjšinah, da je manjšinski jezik pogosto povezan s preteklostjo. Recimo naši dedje so delali to, tradicije, tradicionalno praznovanje Božiča, tradicionalno praznovanje pusta, tradicionalno praznovanje ne vem česa. Kar je načeloma fajn, jaz nočem zdaj reči, da tega ne sme biti. Žal pa se dogaja, da tako, če gremo čez celo šolsko leto, ne, in če malo pogledamo, kaj smo vsako uro pri slovenščini delali, malo zato, ker je tudi že učni načrt tak, ne, da imamo zgodovino književnosti, recimo, ne, in itak delaš nekaj iz preteklosti. Ne. Ampak tudi mimo tega veliko stvari nagovarja preteklost. Veliko preveč. Nujno je, da je jezik povezan s prihodnostjo. Katerikoli jezik nima veze zdaj samo manjšinski. Dejstvo je, da je večinski jezik že v osnovi veliko bolj povezan s prihodnostjo. Manjšinski jezik pa vedno tendenčno malo gledamo na to, da ohranjamo običaje, ohranjamo praznovanja, ohranjamo spomin in imamo obletnico nečesa, kar je vse zelo fajn. Ampak, če imamo, recimo zdaj smo imeli, sem videla, ne, kar veliko šol je imelo dan kulturne dediščine. Ne. Če imate dan kulturne dediščine ta teden, naslednji teden morate imeti dan potovanja v vesolje. Okay?
Zdaj bomo imeli recimo 1. november. Jasno, za 1. november ne bomo delali nekaj, kar ni povezano s 1. novembrom. Itak bomo delali, bomo šli na spomenik. In je prav, da gremo na spomenik, ker je to 1. november. Na pokopališče, ne, pa te zadeve. Normalno, ker je 1. november. Ampak potem od 1. novembra do 24. decembra, ko boste imeli božičnico, ne, je čas, da delamo tudi kakšne druge stvari, ki niso povezane z lokalnostjo. In to postane problem, če je to nikoli. Ne pomeni, da mora biti zdaj samo to, ne me slabo razumeti, ne, ampak tega je mogoče včasih premalo. In to je pri drugih manjšinah je isto, ne, tako da ne bomo mislili, da je zdaj to naša specifika. To pa je zelo boleča tema. To je full immersion, ne, popolna potopitev, ki jih bomo obravnavali, če se strinjate, tako po točkah. Okay? To, kar ste vi omenjali, so bolj dejavniki, ki vplivajo ali ne na uspešno usvajanje jezika. In teh dejavnikov je 100.000. Na nekatere mi lahko vplivamo, na druge ne moremo. Na ta dejavnik, da starši vpišejo na slovensko šolo, ker je najbližja, recimo, ali ker so manjši razredi, ker je bolj varno okolje in tako, mi na to nimamo nekega neposrednega vpliva. Okay? Če se omejimo samo na težave popolne potopitve, ja ali ne, v kolikšni meri, ne, potem tukaj moramo izpostaviti en par ključnih zadevic, zato da smo si na jasnem, kaj popolna potopitev pravzaprav je. Glejte, jaz sem dala to fotografijo tega potapljača, ne vem, če ste se kdaj potapljali, to je en poseben užitek, ker ko se potapljate, v bistvu vi ne hodite po morskem dnu, ampak lebdite v tej vodi. Občutek je tako, kot če bi leteli. Ne vem, kako je, če letiš, no? Ampak občutek je tak, da te ta voda v bistvu nosi, ti ne hodiš. Okay? Ti ne hodiš, ko se potapljaš. Skratka, voda je okrog tebe. Tav pod nogami ni. In včasih so ta tla tako globoko, da ti jih ne vidiš. Okay? Se pravi, ti si v tej modrini in ne veš, kje so tla. In to je čudovit občutek. Tudi srhljiv včasih. Okay? Zato nobenega človeka ne pošljemo tja, kjer je dno globoko 60 metrov in ga potopimo na 20. Ne? Tako da ne vidi nič okrog sebe in da ne ve, kje je zgoraj in kje je spodaj. To narediš po 3 letih intenzivnega potapljanja. Okay? In isto velja za jezike. Lejte, prva zadeva. Popolna potopitev prvič pomeni, da vsi okoli tistega govorca govorijo jezik X. Recimo zdaj, da je to slovenščina. Okay? Popolna potopitev ni, da ti si 4 ure zjutraj v šoli, kjer vsi govorijo slovensko. Ker vsak otrok, tudi iz vrtca, že ve, da po 4 urah ga bo prišla iskat mama. Okay? Takrat, ko tega še ne ve, se dere, ampak to traja 2 tedna, saj veste, ne, ko imate uvajanje v vrtec. Tisti, ki niso bili prej v jaslih, 2 tedna je ajoj. Ker otroku, ki ima 3 leta, ne more še čez 4 ure bo prišla mama. 4 ure zanje ne pomeni nič. Okay? Ampak po tistih 2 tednih ima že percepcijo, da nekaj časa sem tle in po kosilu pride mama. In ste s popolno potopitvijo v slovensko okolje končali. Okay? Ker ta otrok ve, da se bo njegova slovenščina končala čez 4 ure. Okay? Se pravi, to ni popolna potopitev. Druga zadeva, ki je še bolj, kako bi rekla, presenetljiva, zame je bila, ko sem bila na tem seminarju o popolni potopitvi. Popolna potopitev ne pomeni samo, da vsi okrog mene govorijo slovensko. Popolna potopitev pomeni, da tudi nihče ne zna italijansko. Okay? Ker pri popolni potopitvi se mora zgoditi to, kar vidite tam na tisti sliki, da ti zmanjkajo tla pod nogami. Okay? Dobesedno. In to je tudi fraza, ne? Rečemo, da so mi zmanjkala tla pod nogami. Ne? Se pravi, nimaš več te opore, mi smo vsi vajeni hoditi, mi smo vajeni, da imamo nekaj pod sabo. Okay? Ko si potopljen v vodi, nimaš nič pod sabo. Okay? In to je ta občutek, ki je na začetku, kot ste rekli, vi srhljiv. Ne?
In tega občutka pri nas ni, ker otroci, tudi če učiteljica nekaj časa se malo tam pretvarja, da ne zna italijansko, na koncu takoj vidijo, da zna italijansko. Dovolj, da enkrat trzneš z očesom, dovolj, da se enkrat obrneš, dovolj, da enkrat nekaj narediš enokretnjo. Saj veste, otroci vas poznajo boljše, kot se poznate vi sami, ne? Otroci vejo, da med sabo se lahko pogovarjajo v italijanščini, ker vsi tisti, ki znajo slovensko, znajo tudi italijansko. Zelo redkimi izjemami. Okay? Sluginje znajo italijansko, oziroma postrežnice, kot se reče, ne, v Gorici znajo italijansko, tajnice znajo italijansko, tehnik zna italijansko, vrtnar zna italijansko, oni, ki jih vozi šolabusom, zna italijansko, skratka, vsi znajo tudi italijansko. To pomeni, in to je dokazala ena raziskava, ki so jo izvedli v več evropskih državah, v manjšinskih šolah, manjšinske šole ne nudijo možnosti popolne potopitve. To ne pomeni, da so manjšinske šole slabe, to ne pomeni, da manjšinske šole ne lahko veliko naredijo za znanje jezika, ampak popolne potopitve mi ne moramo nuditi. Torej se moramo sprijazniti z dejstvom, da moramo dobiti kakšen drugi način za to, da otroci in mladostniki do tega znanja pridejo. Dobra novica je, da lahko manjšinske šole naredijo veliko. Kajti, če kdorkoli od nas, taki kakršni smo, eni bolj nadarjeni, drugi manj, eni bolj motivirani, drugi manj, eni bolj pametni, drugi manj, eni malo bolj stari, drugi malo manj stari, ali drugače mladi, kot se temu reče, vsi mi, zdaj, kolikor nas je tle, če gremo danes na tečaj madžarščine, a je kakšen, ki zna madžarsko že tle? Vi znate madžarsko? Ok. Na tečaj estonščine? Ok, zdaj, ja, nihče ne bo dvignil roko za estonščino, upam. Prav? No, če gremo na tečaj estonščine mi danes in imamo estonščino 4 ure na teden, pa nihče od nas nima estonskih staršev, okay? Nihče od nas nima stika z Estonijo, prav nič nimamo s tem v zvezi, ampak recimo, da smo motivirani, da nas zanima, ene bolj, druge manj, itd. Gremo na tečaj estonščine 4 ure na teden in hodimo na tečaj estonščine 8 let, po 8 letih, 4 ure na teden, s tem, da bomo včasih tudi bolni in pridemo do stopnje C2. To pomeni, da je naša estonščina, seveda ne taka kot od unih Estoncev, normalno, da ne, ampak taka, da se lahko zdaj, recimo, mi tle v estonščini pogovarjamo o teh zadevah. Čisto sproščeno in čisto korektno. Po 8 letih, 4 ure na teden. Moramo biti v tem stanju. Zakaj so to zračunali, po vašem mnenju? Zato, ker jih zanima, v koliko času se Slovenci naučijo estonščine? Ne. Zato, ker je Evropska unija namenila ogromno denarja za učenje jezikov, ki so uradni jeziki Evropske unije. Okay? In zato se je tudi izmislila ta sistem A1, A2, B1, B2, C1, C2, zato da lahko meri, kam gre ta denar in kako se te investicije uporabljajo. In zato je morala vedeti, da ne bojo ljudje goljufali, je morala vedeti, koliko ur rabi človek za to, da pride do te stopnje C2. Ne? Ker če ne une šole tujih jezikov, bi enostavno rekli, ja, mi smo naredili 200 ur tečaja, ti tle so prišli na stopnjo A1, ma žal, veste, več se ne da. Ne, so rekli, bomo naredili en približek. Seveda, približek kaj pomeni? Eden bo rabil 1 leto več, eden bo rabil 2 leti več. Tudi razlika od jezika, veste, če se Slovenci učimo hrvaščine, bomo zelo verjetno prej prišli do stopnje C2, kot če se učimo estonščine. Ne? Ampak približek je nekako ta. 4 ure na teden, 8 let učenja, pridemo do stopnje C2. To pomeni, da naši otroci, tudi tisti iz italijanskih družin, tudi tisti, ki nimajo stika s Slovenijo, tudi tisti, ki nikoli ne grejo smučati v Slovenijo, tudi tisti, ki nimajo niti nonota, ki bi znal slovensko, približno po 8 letih, se pravi ob koncu 3. srednje, kakšen prej, kakšen ob koncu recimo 2. višje, morajo priti na stopnjo C2. Zdaj, še vedno na 100 otrok bo kakšen, ki ne bo prišel. Nikaj, ne, tle si moramo biti tudi na jasnem. Ampak to je nekako stopnja, do katere naj bi prišli. Ne govorimo o šolah, ampak govorimo o tečaju jezika. Okay?
Se pravi, tudi brez popolne potopitve lahko marsikaj dosežemo. Dejstvo pa je, da če metodologijo, ki jo uporabljamo za popolno potopitev, prenesemo na področje, kjer popolne potopitve ni, ja ne bomo dosegli nič. Bomo naredili več škode, kot koristi. In to je včasih težava pri manjšinskih šolah, ne samo pri naših, pri vseh. Mi izhajamo iz prepričanja, da nudimo popolno potopitev in da lahko učimo po sistemu popolne potopitve. Dejansko pa mi ne nudimo popolne potopitve. In zato metode, ki veljajo za popolno potopitev, pri nas ne funkcionirajo. In nikaj, in se lahko damo na trepalnice. Gospa je prej omenila zelo zanimivo situacijo, namreč nekoga, recimo, ki ne zna italijanščine in gre na italijansko šolo. To so, recimo, situacije migrantov. Na italijanskih šolah je veliko otrok migrantov. Na slovenskih šolah v Sloveniji je tudi veliko otrok migrantov. V čem je razlika? Damo primer. Otrok iz italijanske družine, ki pride na slovensko šolo v Gorico, in pa otrok iz, ne vem, arabske družine, ki pride na slovensko šolo v Ljubljano. Preživetja, okolje, okolica. Okay. Ja, niti ni toliko vprašanje večinski, manjšinski, vprašanje je jezik okolja. Tisti otrok, ali pa gospa recimo, ki je šla na italijansko šolo, sklepam, da je bila to italijanska šola ne v Kopru, ampak nekje v Italiji. Okay. Vas je obdajalo italijansko okolje. Tudi ko ste šli ven iz šole, je bila italijanščina prisotna povsod. Okay. Kamorkoli ste šli ste na avtobus, recimo, in kamorkoli ste pogledali, je bila okrog vas italijanščina. Okay. To je jezik okolja. Tega pri manjšinskih šolah žal ni. Ne jaz, ne vi ne moremo na to vplivati. Na to vpliva mi nimamo. Žal pa, ko učimo jezik, pogosto izhajamo iz predpostavke, kot da je manjšinski jezik jezik okolja. Italijani v Istri celo uradno imajo napisano, da je italijanščina tam jezik okolja. Ne, ni. Okay. So italijanske table? Ja. Ampak kamorkoli greste, vi govorite slovensko in vsi vas razumejo. Torej, italijanščina, figo je jezik okolja. Okay. Tako da, ja, tu je ta težava, ne, da mi, ko govorimo o pouku manjšinskega jezika, ne samo mi, ponavljam, tudi manjšine, ki so zgledno urejene, imajo točno iste težave, predpostavljamo, da se bodo otroci učili jezika iz okolja, predpostavljamo, da naše šole ponujajo sistem popolne potopitve. Ne eno, ne drugo, žal ne drži. Tako je. Ja, testiranje, to sem že rekla, ne. Ključno za motivacijo je testiranje. Testiranje je, tudi pri meni, ugotavljanje napak. Zdaj bomo videli, česa ne znajo. Ma ne iz hudobije. Zato, ker reče, zdaj bomo videli, česa ne znajo, tisto, česar ne znajo, bomo ponovili. Se pravi, iščemo napake, iščemo to, kar ne gre. Ma ne, ponavljam, ne iz hudobije, ne, ampak zato, ker rečeš, ok, zdaj bomo videli, česa še niso razumeli in to bomo naslednji teden obravnavali skupaj. Dajte si enkrat, dvakrat na leto zamisliti testiranje, ki je za njih informacija, kaj znajo. In napište jim spodaj, če ne gre drugače. Zdaj znaš to. Zdaj si sposoben narediti to. Ali sposobna. Okay. To testiranje ne bo kratko in jedrnato, kakor se reče, ne po domače, čim bolj objektivno, čim bolj preprosto, da takoj vidijo te zadeve. Poglejte si, bežite pogledat English test na internet, ogromno je takih testov. Ponavadi te šole jezikov jih ponujajo gratis, ne, zato da se potem vpišete, napravite čaj. Poglejte, kako so narejeni. Tako enostavno, da dvakrat klikneš in ti računalnik že pove, kje si. Ne pove ti, česa ne znaš, pove ti, kaj znaš. Okay? In iz tistega malo poglejte in poskusite narediti kakšen tak test, ker to deluje zelo motivacijsko. Lahko je anonimen, lahko ni treba, da ga obravnavate v razredu, lahko vsakmu učencu date, ne, tako da je pač malo manj obremenjujoče, ampak te zadeve pomagajo.